Spoštovane in spoštovani, prijazno vas pozdravljam v prvem predsedničinem podcastu. Potrudila se bom, da bom vsake 2 meseca v goste povabila eminentne Slovenke, Slovence, tudi kakšnega gosta iz tujine. Zdi se mi namreč pomembno, da z ljudmi, ki imajo veliko znanja, širimo obzorja tudi vseh v Sloveniji, da bomo morda lahko odprli kakšne teme, kjer se bomo odkrito pogovorili o tem, kaj v družbi delamo narobe in predvsem, kaj storiti, da nam bo vsem skupaj lepše. Kompleksnih izzivov današnjega časa je seveda veliko. Zato sem zelo vesela, da kot prvo gostjo v mojem podcastu lahko pozdravim profesorico doktorico Renato Salecl. Lepo pozdravljeni, gospa Renata. Gospa Salecl je mednarodno uveljavljena pisateljica, filozofinja, sociologinja, ste redna profesorica in znanstvena svetnica, zaposlena na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, kot gostujoča profesorica predavate v New Yorku, Londonu. Ključne teme, s katerimi se pa ukvarjate, so pravo, psihoanaliza in kriminologija. Za svoje delo ste bili večkrat nagrajeni, leta 2010 ste bili recimo imenovani za slovensko znanstvenico leta, vaše knjige pa so prevedene v 15 različnih jezikov. Še marsikaj bi lahko izpostavila, ampak predlagam, da greva kar k pogovoru. Leta 2023 ste izdali knjigo Čas grobosti. V teh svojih zapisih razmišljate o vse pogostejšem pojavu grobosti, nasilja, kot posledici porasta individualizma, tekmovalnosti, želje po uspehu, pravzaprav gonje po uspehu v današnji družbi. V glavnem je v ospredju dobiček, veljava v družbi, družbena pozicija. Višje kot si na lestvici, več veljaš, tako razmišljajo tudi mnogi mladi. Najbrž prav zato različni avtorji pišete o neki krizi identitet, predvsem med mladimi. Pojavljajo se tudi krize zaupanja v institucije, kar vsekakor ni dobro, in to ni samo naša realnost, to se dogaja marsikje po svetu. Neko kolektivno družbeno dobro, delo, je potisnjeno v ozadje. Moje vprašanje za vas, gospa Salecl, ali smo bili skozi zadnja leta morda na to premalo pozorni, ali lahko to še spremenimo, če sploh? Ja, hvala za povabilo. Res me veseli, da se pogovarjamo o takšnih ključnih temah. Najprej bi odgovorila na zadnje vprašanje, lahko spremenimo. Ljudje nismo obsojeni, da drvimo v propad. Družba lahko zaustavi ta res, bom rekla, nek kritičen moment, ko grejo mnoge stvari na slabše. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da je neoliberalna ideologija nas zdaj že kar nekaj desetletij naslavljala kot posameznice, posameznike, ki imamo vse v svojih rokah, ki lahko nekako postanemo uspešni, srečni, naši otroci lahko doživijo ne vem kakšen uspeh. Vse to je bila neka ideologija, ki pa se je izkazala za skrajno problematično. Prvič, ljudje vse bolj ugotavljajo, da tega sadeža, za katerega se tako boriš, na koncu ni in da večina ljudi vse slabše živi, tako da v bistvu tudi ekonomski progres, ki je bil mnogim obljubljen, se zmanjšuje za večino prebivalstva, ne za tisti, ne vem, 1% ali pa še manj kot 1%, ki dejansko živi vse bolje. In prišlo je do tega, da ljudje ne vejo, kako kanalizirati to svoje nezadovoljstvo, v bistvu z samo ideologijo neoliberalizma. Grobost je v bistvu dvojna. Povečevanje grobosti do drugih, pa hkrati tudi grobosti do samega sebe. Imamo res porast raznovrstnih oblik samopoškodovanja, odvisnosti, samomora, kjer vidimo, da je Freud imel prav, da agresija gre vedno v 2 smeri, navzven, pa mnogokrat tudi navznoter, ne. In ko imaš recimo državne
voditelje ali pa voditeljice ali pa recimo zelo uspešne ljudi v poslovnem svetu, ki prav tako v svojem diskurzu, še posebej na internetu, v družbenih omrežjih, uporabljajo zelo grob jezik, se mnogi dejansko s tem na nek zaveden ali pa nezaveden način ravno tako identificirajo. Skratka, A vas prav razumem, se upravičujem, ker vas preklinjam, da so tudi družbena omrežja zelo, zelo veliko prispevala k temu, da je stanje v družbi danes takšno, kot je. Torej mnogo individualizma, nobene kolektivne zavesti in precej jeze. Ja, in družbena omrežja nam dajo neko iluzijo anonimnosti. Ti si lažje agresiven do nekoga, če ga ne vidiš, ker pač nekako nimaš občutka nekega stika z drugo osebo, in ko pošlješ neko sporočilo ali nekaj daš na internet, mnogokrat lahko na nek način to odmisliš, ne čutiš se odgovornega. Zelo veliko težje je recimo v neposrednem odnosu biti recimo grob. Mnogi imamo občutek krivde, se zaustavimo, medtem ko pa ta anonimnost na internetu odpira vrata agresivnosti in hkrati na žalost vemo, da algoritmi dejansko vzpodbujajo širjenje takšnih sporočil, ki so provokativna, ki so recimo polna jeza, ki recimo tudi vsebujejo lažne novice ali pa teorije zarote. No, in če imamo občutek, da zadnja leta nekako živimo z imperativom pravzaprav že, ne? Najprej poskrbi zase, potem šele za druge, se vendarle posamezniki, predvsem v času nekih kriznih razmer, zberejo, spravijo skupaj. Zadnje poplave v Sloveniji so pokazale res izjemno solidarnost. Koliko enih drobnih zgodb, recimo ena takih je, kot dva soseda 20 let med seboj nista govorila, pa sta ob poplavah pomagala drug drugemu. A nam to vendarle pove, da smo pa nekaj v družbi delali prav? Namreč, če se vsaj ob takih situacijah zberemo skupaj, smo solidarni, meni je bilo res toplo pri srcu, ko sem to gledala v Sloveniji. Ampak sprašujem pa se, zakaj te moči solidarnosti, te energije ne kažemo bolj pogosto, da nas šele katastrofe zbudijo, v nas vzbudijo neko empatijo, na dnevni bazi je pa tega morda premalo. Zakaj pravzaprav samo katastrofe prebudijo to človečnost v nas, pa če govorijo o vojnah ali posledicah naravnih katastrof? To smo lahko opazili marsikje. Jaz sem bila slučajno v Združenih državah Amerike po 11. septembru in je bilo zelo podobno. Izjemna solidarnost, sosedi, ki nikoli niso govorili, so si prihajali nasproti, nosili hrano in tako naprej. Tudi v začetku pandemije smo imeli nek kratko obdobje hitre solidarnosti, pomoči pri nas ravno tako. Tale poplava pa je pokazala to, da je zelo pri nas še zakoreninjena tudi solidarnost, ki smo jo bili navajeni v prejšnjem sistemu, ne? In način organiziranja civilne zaščite, te hitre ekipe in tako naprej. Mislim, da se je tlele res pokazalo. Gasilstvo recimo, ne? Ja, točno to, Slovenska gasilci, specifika. da neke stvari, ki so se desetletja gradile, še vedno ostajajo, kar je zelo, zelo dobro, ne? Da nismo še vedno, dejansko, da ne živimo res v samo nekem grobem individualističnem času. Se pa potem ta solidarnost navadno zelo hitro razvodeni. In kar ji lahko pomaga, da se prekine, je tudi to, če pride v družbi do nekega privilegiranja določenih ali pa če pride recimo do neke korupcije, kar je recimo se pokazalo pri pandemiji, ne? Ko se je pri pandemiji pokazala vsa ta tekma za profit, pri nas in tudi v drugih državah, ko so nekateri se požvižgali na zakone, še posebej kakšni voditelji, ne? In recimo, ko so nekateri voditelji dali, ne vem, svojim prijateljem možnost velikih zaslužkov za zaščitnimi sredstvi, tisto je zelo, zelo pomagalo k temu, da se je začela solidarnost počasi razkrajati. Predvsem med mladimi, ne? Mladi, po mojem,
opazujejo nas na pozicijah, kaj in kako delamo, živimo. In vse prevečkrat, ko se pogovarjam z njimi, imam občutek, da so na momente že zelo jezni. Zdaj, vi ste napisali eno izjemno zanimivo knjigo oziroma delo, kjer bi vas rada vprašala, kaj pa vi mislite, da je nek trendsetter, nek vzor, model za mlade. Namreč v svojem delu Become Yourself, Only a Better One, torej postani sam svoj, ampak boljši, izjemno poveden naslov. V tem delu ste izpostavili, da je identiteta posameznika predmet svobodne izbire v postmodernem času. Ampak vi temu pravite tiranija izbire. Kako bi mladi lahko v poplavi enih možnosti, ki jih imajo, ponovno začutili neko moč, da lahko enakovredno prispevajo k razvoju družbe, da lahko izstopijo iz teh vsiljenih vzorcev? Kaj ste v tem delu ugotovili, do kakšnih zaključkov ste prišli v zvezi z tiranijo izbire? Ja, zdaj v bistvu lahko imamo občutek, da si lahko recimo identiteto zelo svobodno zberemo, ampak mnogokrat smo zelo vseeno vezani na neke družbene norme, na neko situacijo, v kateri živimo. Ravno tako je cela vrsta nezavednih mehanizmov, ki vpliva na to, kdo smo. Tako da je v bistvu tlele izbor malce bolj vprašljiv, kot pa izgleda. Izbor katerekoli identitete. Zdaj, identiteta je vedno nekaj precej nefiksnega. Danes imam identiteto, jutri jo pa recimo nimam, lahko jo zamenjamo, lahko jo pa tudi izgubimo. Recimo, mi smo bili rojeni v bivši Jugoslaviji, imeli smo neko identiteto povezano s to državo, recimo nekateri še posebej, ne vem, v Bosni in Hercegovini so se močno identificirali z idejo neke transnacionalne skupnosti, biti Jugoslovan je bilo za tiste. Tam živijo trije narodi, ki morajo sobivati med seboj. Je bil za njih tisti nek moto, da preideš neke, recimo lahko rečemo, spone religije, da pač najdeš neko transnacionalno identiteto in s koncem Jugoslavije so jo izgubili. Tako da neka identiteta je nekaj, kar nam zelo hitro spolzi iz rok, je pa seveda identiteta tudi vezana na vprašanje, ali drugi prepoznajo mojo identiteto. Mi ves čas iščemo nek pogled drugega, ki nas bo spoštoval, ki nas bo prepoznal in seveda tukaj pride do velikega razočaranja, ker tega prepoznanja navadno ne dobimo. In tudi, če na besedah ga mogoče dobimo, mi nekako iščemo v podtonu, dvomimo in dejansko se moramo zavedati, da identitete niso fiksne in da bomo ves čas se spraševali, kdo sem, pa kako nas drugi vidijo. Kdo pa je, bom rekla, na nek način odgovoren za, če lahko rečem temu, pravilno izbiro identitete, ker lahko izberemo tudi takšno, ki najprej posamezniku dela škodo, na koncu pa tudi družbi. Tukaj šolski sistem tisti, ki bi moral več pozornosti posvečati fokusu mladih za prihodnost, kjer bodo nedvomno morale v ospredje priti neke kolektivne vrednote, če mene vprašate. Je to politika, je to prva celica, družina, zagotovo. Kdo mora več naporov vložiti v to, da bodo mladi lažje našli svojo identiteto in pot, ki jih bo peljala v neko lepšo prihodnost? Vse, kar ste našteli. In bi rekla, tudi religija, tudi nevladne organizacije, v bistvu dejansko gre za celo mrežo, vse, kar sestavlja družbo. In tukaj mora biti dejansko nek moment, da je skupnost, grajenje skupnosti tisto, kar je ključno, kar je na nek način nek cilj. Skratka, temu res grobemu individualizmu se lahko zoperstavimo, da vzpostavimo neke nove vrednote in da v bistvu na tem delamo. Zdaj, šolski sistem je res izjemno pomemben, ampak začne se že s tem, da imamo večje spoštovanje do učiteljev in učiteljic. Danes mnogi zapuščajo ta
poklic, ne samo zaradi slabega plačila, ampak tudi zaradi slabega odnosa družbe in mnogokrat, nažalost, staršev do učiteljev in učiteljic. Sem bila predsednica sveta staršev 9 let šolanja mojega sina. Ja, prav ste povedali, včasih je v šolah več problemov starši kot z otroki. Ampak, če greva na to identiteto in potem na bolečino posameznika. Včasih se res zdi, da so mladi vse bolj jezni, zato postajajo vse bolj agresivni. Zdaj, kako se lahko ena taka bolečina posameznika, ki vse bolj postaja nemočen, ima občutek, da se nič ne spremeni, vpliva na bolečino celotne družbe? Ja, mnogi seveda postajajo zaradi svojega nezadovoljstva apatični, pasivni, se nehajo udeleževati volitev, recimo, ali pač menijo, da dejansko živijo v situaciji, kjer karkoli naredijo, ne morejo nič spremeniti. Zdaj, ena zelo pomembna stvar za mlade danes so klimatske spremembe. Ja. Ko vidijo, da se tukaj ne premika čisto nič na bolje, jaz razumem na nek način ta brezup, mnogokrat tudi tesnobo, razmišljanje pravzaprav, v kakšno družbo drvimo. Ko hkrati vidijo porast avtoritarizma, danes je 3/4 držav na svetu avtoritarnih ali pa gredo v smer avtoritarnosti. Se jim tukaj tudi pojavlja vprašanje, ne, kako v bistvu politične sisteme na nek način spremeniti, narediti bolj demokratične, kako spet začeti razmišljati o človekovih pravicah, o recimo vrednosti človekovega življenja, o tem, da si na nek način plačan adekvatno za svoje delo. Skratka, vsa ta vprašanja mladi vidijo, ostajajo nerazrečena in potisnjena na stran. Pravzaprav jaz vidim, da je jeza lahko nek dober motivator, da pride do sprememb. Jezo ne smemo imati negativno. Ne vedno, ja. Mnogokrat, šele takrat, ko se ljudje do določene mere razjezijo, naredijo nek korak k spremembi. Ker nasprotje je lahko dejansko prevelika pasivnost in prevelik občutek krivde. In ta krivda je lahko vezana na to, da imamo mi občutek, da mi sami nismo recimo naredili pravilne izbire in da zato recimo nismo zadovoljni s svojim življenjem. Čeprav je bila naša izbira zelo, zelo pogojena z možnostmi, ki jih nam daje družba. Pred kratkim sem gledala eno reportažo z nekega smučarskega središča, kjer so mladi protestniki zablokirali celotno smučarsko tekmovanje zaradi ekoloških razlogov. Ja, precej neprijetnosti za organizatorja, ampak novinarji so intervjuvali tudi kar nekaj mladih, ki so bili udeleženi v tem protestu. In eden med njimi je rekel, ko je dobil vprašanje, zakaj protestirate na ta način. Odgovoril je, zato ker ne vemo več, kaj lahko storimo. Protesti so naša edina možnost. Zelo zanimivo, pozorno sem vas poslušala, ste vmes rekli, da smo morda na pragu tega, da bo potrebno razmišljati o nekem novem družbenem sistemu. 2/3 držav sveta ima avtokratske režime. Mi še vedno pravimo, da je demokracija nekaj, za kar se splača živeti, boriti. Je najboljši sistem, kar smo ga izumili, ni pa dober. Katero smer vi kot filozofinja razmišljate? Kako bi se pravzaprav nek družbeni sistem lahko, pa morda niti ne spremenil, ampak izboljšal ta obstoječ sistem demokracije, ki ga imamo? Se strinjate, da ni brez napak, da ni dober? Ja, absolutno. In seveda ideja demokracije je, da ves čas pravzaprav poskušaš izboljšati, da imaš neko svobodo kritike sistema, v katerem živiš. Ne? In to je ključno, da imaš pravico izraziti to kritiko. In mnogo kje, recimo te pravice izraziti kritiko vodstva ali pa samega sistema nimajo več. Ali pa imeti neodvisne kritične medije. In ta prostor se dejansko zmanjšuje. Mediji izgubljajo svojo moč, klasični mediji še posebej, recimo raziskovalno novinarstvo je podplačano, premalo cenjeno in močno smo dejansko v krempljih
velikih korporacij, ki dejansko so lastniki, obvladujejo družbena omrežja. Mi zdaj prihajamo v naslednjem letu v situacijo, ker bomo imeli v svetu 40 različnih in zelo pomembnih volitev. Drži. Zdaj se vsi sprašujemo, do kakšnih manipulacij bo prišlo v prihodnosti, še posebno s pomočjo umetne inteligence. Videli smo pred leti dejansko moč Cambridge Analytica, kako je lahko recimo Facebook vplival na določena psihološka stanja ljudi, kako dejansko dobro se da targetirati volivke in volivce s pomočjo recimo lažnih novic ali pa teorij zarote. Pa ne samo targetirati, ne? V bistvu so te lažne novice, dezinformacije, nek spodbujevalec sovražnosti tudi. Najbolj pomembne volitve prihodnje leto so zagotovo evropske volitve in volitve v Združenih državah Amerike. Ja. Indonezija, Mehika, to so vse velike države, ki jih čakajo volitve. Jaz mislim, da bo vsaj v Evropi, pa sem prepričana, da tudi v Združenih državah Amerike ena glavnih tem migracija, migracijske politike. Ravno na tem področju se mi zdi, da politika v strateško politične cilje izkorišča migracije, po moji duši seveda v popolnoma napačno smer. Sovražnostjo do čisto vsakogar, ki je migrant, to posploševanje, ne, ta demagogija je izrazito nevarna. Nisem si mislila, da bom kdaj kot zmagovalca volitev na Nizozemskem videla Geerta Wildersa, pa se je to zgodilo. Smo s sovraštvom do drugačnih že preveč zabredli. Vsekakor, in glede dejansko migracijske politike se kažejo zelo težki časi. Po enih podatkih mednarodnih organizacij, ki se s tem ukvarjajo, je danes nekje skoraj 37 milijonov ljudi beguncev, kar je enkrat več kot pred 7 leti. In 113 milijonov ljudi pa naj bi bilo razseljenih. Mislim, to je ta cela številka, ki vključuje tudi notranjo razseljenje ljudi. In 55 oboroženih konfliktov, kar je največ v zadnjih 100 letih. In točno to. In če temu dodamo klimatske spremembe, ne, ki dejansko določene dele sveta nekako spreminjajo v puščavo, kjer se ne da več živeti, potem lahko vemo, da bo v prihodnosti samo še težje. In svet ne naredi popolnoma nič, oziroma zelo malo, da bi interveniral in da bi pravzaprav spremenil situacijo v državah, iz katerih begunci prihajajo. Če razmišljamo seveda tudi, da imamo toliko vojaških konfliktov v teh revnih državah, ki res prisilijo ljudi, da odidejo, ne, potem dejansko vidimo, da gre za zelo kompleksen problem, kjer ne moremo mi kot Evropa ostati samo na prepričanju, da bomo rešili situacijo s tem, da zapremo vrata in da pravzaprav onemogočamo ljudem, da se selijo oziroma bežijo iz nemogočih situacij, ne. In kot vidimo pri klimatskih spremembah, koraki, ki jih delamo, so minimalni, mnogokrat pa grejo pravzaprav koraki nazaj in ne naprej. Zato sem glede tega izjemno pesimistična in res predvidevam, če ne bo mednarodne akcije, velike mednarodne akcije na političnem nivoju, ne, pa tudi, bom tako rekla, neke resne jeze prebivalstva nad tem, da se nič ne dogaja, se ne bomo premaknili naprej. Na žalost, v bistvu se nekateri morajo celo posluževati sodnih postopkov. Letošnje leto smo videli recimo mlade in ne tako mlade na Portugalskem, ki so recimo se poslužili sodnih postopkov, da tožijo Duarte proti 33 državam, med njimi je tudi Slovenija. Točno to, glede pasivnosti ob klimatskih spremembah in tudi v Švici so se ženske organizacije recimo poslužile sodnih postopkov, da se pritožujejo nad svojo državo in nad njeno pasivnostjo. Tukaj vendarle morava povedati, da 80% vseh škodljivih izpustov v zrak spustijo države iz skupine G20. 80%. Slovenija seveda ni med temi. Ampak to nas ne odvezuje odgovornosti, da tudi sami
ne delamo v to smer. Gospa Salecl, že prej ste omenili moderne tehnologije, predvsem umetno inteligenco. Ta lahko na marsikaterem področju pomaga, tudi v boju proti podnebnim spremembam. Sama jo seveda spremljam, že iz svojih prejšnjih služb, z mojega prejšnjega udejstvovanja sem spremljala moderne informacijske tehnologije. Veliko dobrega vidim, kaj lahko vse tehnologije prinesajo, predvsem umetna inteligenca, seveda pa so tam tudi pasti. Kje vi vidite, če lahko na kratko, pluse, kje minuse? Ja, tudi jaz nisem nek katastrofist glede tega. Ni potrebe, ne? Ja, menim, da Previdnost je je pa na izjemno mestu. pomembno, da razumemo prvič, da z umetno inteligenco že dolgo časa živimo, da niso to neke čisto nove stvari, ravno tako z roboti v znanosti, recimo v medicini, tudi v obvladovanju klimatskih sprememb bo lahko naredila neverjeten preskok umetna inteligenca. Ne. In ga že dela. Ja, obstaja pa problem. In sicer to, da je dejansko ta močna tehnologija v rokah samo parih korporacij. Ne. Da zakonodaja recimo šepa. Vedno je šepala za tehnologijo, ampak tukaj zakonodaja se zelo počasi na nek način spreminja in je tudi dejansko vprašanje, kako dejansko regulirati, na kakšen način. Ampak Evropa dela recimo korake hitreje kot Združene države Amerike. Čeprav je dejansko večina teh korporacij baziranih v Združenih državah Amerike. Glede družbenih omrežij seveda je zelo pomembna stvar, da Amerika spremeni pogled na ta omrežja in sicer tako, da jih neha dojemati izključno kot platforme, ne, ki niso odgovorne za vsebino, ki se tam recimo širi in reproducira. Prav tako algoritmi, s pomočjo katerih se družbena omrežja recimo širijo določena sporočila, ne smejo biti tajni. Ne, in to je ena ključna stvar. Ja. Naslednja stvar je seveda tudi, kdo ima katere podatke. Ne. Vemo, da so veliki podatki danes dojeti kot zlato ali pa kot nova nafta in so v rokah parih privatnih korporacij. Zdaj, mnogi ameriški pravniki trdijo tudi, da je treba preprečiti grajenje takšnih monopolov. Da je pravzaprav njihova zakonodaja tukaj prešibka. Seveda korporacije iz Silicijeve doline pa pravijo, da se ne bodo mogli zoperstaviti kitajski moči, Kitajske in njeni uporabi, njenemu razvoju umetne inteligence, če oni ne bojo imeli sami takšnih recimo velikih podjetij. To je ena taka večna tekma, ne, med Ja. velesilami. Odprli ste izjemno pomembne vidike. Jaz bi si res želela, da snovalci umetne inteligence bolj poslušajo ne samo informatike in pravnike, tudi pravniki smo včasih morda preozkogledi. Jaz mislim, da mora biti v timih, ki gradijo umetno inteligenco, multidisciplinarna zastopanost. Sociologi, antropologi, ženske, moški, različne rase. To je tisto, kar bo umetno inteligenco naredilo bolj kredibilno, predvsem pa, bom še enkrat poudarila to, kar ste že vi, odprtost in preglednost algoritmov. Tu se pa popolnoma strinjam z vami. Zdaj pa, če lahko morda zaključiva malce bolj optimistično, ne. Veliko zahtevnih tem sva odprli danes. Veste, da jaz še vedno verjamem, da je večina ljudi dobrih. To mene osebno žene naprej in z vsemi srečanji pridem napolnjena, z vseh srečanj pridem napolnjena z neko energijo, ki mi jo ti ljudje dajejo. Ali tudi vi menite, da je še vedno večina ljudi dobrih? Ali je ravno v tem, v duši, v dobroti, človečnosti, ki jo večina posameznikov po mojem nosi v sebi, še vedno luč na koncu tunela? Tudi jaz tako mislim in če samo še dodamo umetni inteligenci, recimo tukaj dosti ključna stvar je zdaj, katere moralne vrednote, katere družbene vrednote se bo pravzaprav preko teh velikih, močnih jezikovnih modelov, ne, propagiralo.
In tukaj se zelo strinjam z vami, da bo treba razmislek onstran tega, kaj tehnologija lahko omogoči, ampak v bistvu na nek interdisciplinaren razmislek, da se bo pravzaprav razmislilo tudi, kakšno družbo naj ta tehnologija v bistvu gradi in čemu naj se poskuša izogniti. Gospa Renata Salecl, vi ne veste, kako sem vam hvaležna, da vas imamo v Sloveniji, da nam svojimi razmišljanji možgansko viharite naša razmišljanja. Bodite kritični in prodorni še naprej. Prav je, da se oglašate in iskrena hvala za ta pogovor in upam še na kakšna nova snidenja. Vam pa seveda hvala lepa, ker ste naju poslušali. Do naslednjič. Nasvidenje.